Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Devetindvajseti dan šmarnic. Čudodelna svetinja. Polonini babici se je izpolnila želja. Odšla je na romanje v Lurd. Tam je 3 dni preživela v družbi z Marijo. Priporočila ji je vsakega člana družine in domov se je vrnila polna vtisov. Pripovedovala je o potočku, ki ima posebno moč, in koliko ljudi je tam, še posebej bolnikov. Babi je vsakemu izmed nas z romanja prinesla Marijino svetinico. To je medaljonček, na katerem je na eni strani podoba Marije in na drugi strani podoba 12 zvezd, 2 src ter križa in črke M. Ko mi je v roke dala svetinico, sem si jo dobro ogledala. Babi, pa veš, kaj pomenijo podobe na svetinici? Vem, to so nam razložili v Lurdu. Povej nam. Babi je začela razlagati. Na sredini je Marija brezmadežna, okrog nje pa je napisana molitev. O Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Marija stoji na planetu Zemlja in ga brani pred hudičem, ki ga predstavlja kača. Na drugi strani 12 zvezd predstavlja 12 apostolov in s tem cerkev. Črka M, prepletena s križem, predstavlja povezanost med Marijo in Jezusom. 2 srci pa Marijino in Jezusovo srce, ki imata moč ljubezni, ki se popolnoma razda. Koliko pomenov ima ta svetinica, tega pa res nisem vedel, je rekel dedi in se babici zahvalil za tako bogato darilo. Pravijo, da ima taka svetinica lahko moč, da dela čudeže. Babi je na romarju srečala slovensko sestro Jasno, ki ji je pripovedovala o resničnem dogodku v eni izmed dežel, kjer je delovala kot misionarka. Delala sem v eni izmed mnogih sirotišnic. Tam je bil 10-letni deček, ki so ga starši zapustili, ker ga niso mogli preživljati. Dečku je bilo zelo težko, ker ni mogel živeti s starši. Vsak večer je molil skupaj s sestro Jasno. Nekega dne mu je podarila svetinico in mu zaupala o njeni čudežni moči. Deček je svetinico vzel in začel z njo moliti. Skoraj 2 leti je vsak dan molil svetinico v roki in njegova edina prošnja je bila, da bi ga starši prišli iskat in bi spet živeli skupaj. In res, po 2 letih so ga starši prišli iskat in spet so zaživeli skupaj kot družina. Danes je ta deček duhovnik in sestra Jasna se kdaj pa kdaj sreča z njim. Vedno ji reče: Sestra Jasna, če ne bi bilo vas in Marijinega čudeža, jaz danes ne bi bil duhovnik, ampak brezdomec na cesti in brez vsakega dostojanstva. Danes vsem ljudem razlaga o Marijini ljubezni in moči zaupanja vanjo. Max je poslušal zgodbo in takoj podvomil. Misliš, da se je to res zgodilo? Ni to samo zgodba? To je resnični dogodek, je resno rekla babica. Dedi pa je vprašal. Mar nisi že sam občutil, kako ti Marija lahko pomaga? Sem, je odgovoril Max. Potem pa verjemi, da se je to res zgodilo in da ima ta svetinica moč, da dela čudeže. Max je svetinico pospravil v žep in šel ven igrati košarko. Naloga. Pri večerni molitvi dodaj vzklik: O Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.